Na let nas kontaktira okrog 28,000 otrok. V Sloveniji ni druge organizacije, ki bi imela boljši vpogled v dogajanje med otroki in mladostniki. Jaz si predstavljam, da je najtežji korak ta prvi, da se sploh na nekoga obrnejo. Izgube so takšne, da te ponavadi pripeljejo do enih drugih nivojev. Tjaša Bertoncelj. Vem, da je bil en primer, kjer so tudi, mislim, da tožili OpenAI, kjer je fant ali punca naredil samomor. Vprašajo, ste vi res svetovalec, ne ta prava oseba, mislim, a je to robot, ne? Ti bom dala kar link do pogovora s ChatGPT-jem, pa si malo preber, kaj sva se pogovarjala, da boš vedela, kaj se mi dogaja. Ne? Kaj trenutno vidiš kot nek trend, ki se dogaja po svetu in zaradi katerega mladostniki se obračajo na nas? Smo na tomu ta prvi teden uvedenih ukrepov zaznali totalen shift v tematikah, s katerimi so se obračali na tom telefonu. Preden greš gledat epizodo, bi te rad povabil na naš največji dogodek do zdaj. 26. septembra se mi bojo v Križankah pridružili Sanela Banović, Doris Kukovičič, Nina Grilc in Martin Golob, s katerimi se bomo dotaknili ene zelo pomembne tematike za vse nas. Svojo vstopnico lahko kupiš na povezavi spodaj v opisu, kjer najdeš tudi vse ostale informacije o dogodku. Zdaj pa uživi v pogledu in upam, da se 26.9. vidimo v Križankah. Bolj v tem smislu odgovornosti, tako, da bom jaz zdaj ta program, ki je zelo dober v bistvu, predstavlja tudi na način, ki bo za ljudi nekako razumljiv pa prijeten, tako v tem smislu. No. Kako bi ga pa recimo meni predstavila, zdaj, ko imava že nek odnos, rečemo temu, kako bi ga meni predstavila? Se pravi, govoriva o tom telefonu. Povedala bi ti najprej to, da je to en program, ki je za otroke pa mladostnike v nas v Sloveniji kar zelo pomemben. Pa povedala bi ti, da je že 35 let na sceni oziroma da obstaja, kar je tako, če dejansko pomisliš, kaj to pomeni 35 let, to je ogromno. To je veliko otrok, pa mladostnikov, veliko različnih generacij, pa ves čas je tom telefon zelo dobro sprejet med mladimi oziroma med otroki. In to nekaj pove tudi o načinu dela, ki ga ima tom telefon. To, na kar res vsi, ki na tomu delamo, ali prostovoljno, ali kot zaposleni, ali pa samo kot podporniki tom telefona, res vsi skrbimo za to, da je tom telefon varen prostor, kamor otroci pa mladostniki lahko pokličajo, pišejo. In ta skrb za varen prostor je v bistvu res rdeča nič že vseh teh 35 let. Tako, zato mislim, da je med mladimi tudi tako dobro sprejeta, ker kdorkoli bo prišel na tom ali če se obrne na tom, bo dobil izkušnjo, da je ok, da je to naredil, da je dobro, da je to naredil, da je tukaj se lahko sproščeno počuti. Tako nekako, kot se jaz zdaj počutim s tabo. Lepo, varno, dobro, tako fino je, da ta prostor znamo narediti, no to ni samoumevno. Lepo je, ja. Mislim, da je dobrohotnost ta, ko jo enkrat vse podkriješ, a veš, pol vsak prostor, ki ga iz te energije ustvarjaš, po moje, da je varen lahko. Če želiš iskreno človeku dobro, Ja, to si dobro rekel. Ja, ta dobrohotnost je ena dobra vrlina, ki veliko naredi. Pa če je ta dobrohotnost podlaga, na katero pol pride še strokovnost ali pa nekaj, v čemer si dober, zelo dobre stvari nastanejo potem. Dobri odnosi, ali dobri izdelki, ali da tako v našem primeru, da programu gre dobro, ali pa da organizaciji, s kateri jaz prihajam, gre dobro. Velikokrat se v podjetjih pogovarjajo o vrednotah, veš, pa tako sem bil jaz tudi parkrat v teh slikah, kaj so naše vrednote itd. In so bile dostikrat povezane z nekimi ambicijami, učinkovitostjo. Ta dobrohotnost pa ne vem, če sem jo kdaj sploh slišal in zdi se mi pa zelo, zelo pomembna, če hočeš ustvarjati nekaj, s čimer ljudem pomagaš, da je to spodje. Sej pol to, kar si rekla, ja, super, da vse ta znanja da daješ čez to in na ta način tudi deluješ, ampak zakaj od spodje?
Zato, ker je to dobro za ljudi, a ne, je pa nekaj, kar ti bo vedno dal motivacijo, tudi če ti rezultati ne bodo dali. Ja, in potem so stvari tako lahke. Naprimer, če imam jaz v fokusu, kaj bi bilo dobro kaj je dobro za otroke in mladostnike, ali pa prav za posameznega otroka, ki se obrne na to, se hitro stvari sestavijo, kaj je ta prava smer. Ali pa kaj bi bilo dobro za program, ali pa za zaposlene, kaj bi bilo dobro, se hitro stvari sestavijo na najboljši način, pa ja, rešitve pridejo dobre na plano. No, vsaj tako jaz delujem. Da kadar sem v kakšni taki malo večji dilemi, vedno stopam tako v svojih mislih en korak nazaj, pa se vprašam, ok, daj Tomove otroke, daj v ospredje, pa se vprašam pač, kaj je za njih dobro, pa pol stvari mi zlaufajo. No. Kakšna je tvoja vloga pri Tomu? Jaz sem zaposlena kot strokovna vodja programa. Ampak format pač delovanja Toma je malo širši. Se pravi, Tom Telefon ima 9 svetovalnih skupin po različnih krajih v Sloveniji in vsaka svetovalna skupina ima določeno število svetovalcev, prostovoljcev, svetovalcev, ki so vsi pač usposobljeni za svetovanje otrokom. In vsaka ta svetovalna skupina ima svojega vodjo in supervizorja. Se pravi, da nekako organizacijsko stvari laufajo in tudi pač, da se skrbi za kakovost. Naši svetovalci so vsi zelo predani. Jaz jim tudi rečem, da so srce Tom Telefona, ker pač to je zelo pomembno, da vsak pride svetovati otrokom in mladostnikom, da pride tudi s to naravnanostjo. Jaz želim biti tukaj, pa želim podpirati otroke pa mladostnike, ki pridejo na Tom. V tem smislu zanima me, s čim pridejo. Res hočem svoj čas dati za njih na voljo. Svoj čas, pa tudi svojo osebnost, svoj karakter, svoje znanje, svojo etiko, pač svojo empatičnost, vse, kar pač sem, dam na voljo otrokom. Hotela sem samo povedati, da zato so prostovoljci, se mi zdi, srce Tom Telefona. No. In teh 9 svetovalnih skupin deluje po vnaprej določenem urniku. Se pravi, telefon je odprt od takrat do takrat, klepetalnica deluje od takrat do takrat in e-pošta pač tudi ves čas. Tako smo organizirani. Potem je pa tukaj še strokovna služba Tom Telefona. No, in jaz znotraj te strokovne službe delujem kot vodja. In moja naloga je, da spremljam trende, da stroko pač spremljam, da vnašam pač novosti v naš program, da dobro imam naštudirane razpise, ko so odzuni za podpiranje našega programa. Da zelo pomemben je, da razumem tudi dinamiko, ki se znotraj te naše mreže dogaja, se pravi mreže 9 svetovalnih skupin. Zelo pomemben je, da vzorce prepoznavam, pač, kaj se dogaja v naši skupini, da lahko pač podpiramo tiste dele, ki pač rabijo podporo. V tem smislu, ne vem, da če nam svetovalci dajo povratno informacijo, rabili bi več slišati o temi spolnosti, recimo, da bomo lažje o tem govorili z otroki, potem pa pač je moja naloga, da to slišim, pa da s sodelavkami organiziramo dobro izobraževanje, ki bo izvedeno na način, da se znanje lahko dobro usede svetovalcem, v tem smislu, da gre dobro skupaj s tem, kar že vejo, in da se fajn naloži pol te nove informacije v njihovo shemo. A bi rekla, da je odgovornost svetovalcev, oziroma namen, boljša beseda po moje, to, da povejo mladostnikom, kaj narediti, ali to, da jih poslušajo, ko oni dajo svoje breme lahko nekomu ven ali pa pač povejo? Mislim, da si s tem vprašanjem pač zadev res bistvo svetovalnega dela pač na Tomu, ker nekako, mislim pač, ne, svetovalci nikoli ne dajo na svetov, v tem smislu, da je naloga svetovalca to, da
Skupaj z otrokom, ki se obrne na to, razišče, kaj je za njega, kaj bi bila za njega ena najboljša pot naprej. A ne. Ampak preden se pa o tem sploh lahko začneta pogovarjati o teh majhnih korakih, ki jih lahko naredi, a ne, je pa potrebno, da se otrok v tem pogovoru dobro počuti, a ne. Da tisto napetost ali pa mogoče strah pa tremo, s katero pride, da se sprosti, pa da lahko zaupa v tem smislu, da se lahko pokaže s tem, kakršen je in s čimer pač karkoli pač je. Ne. In to svetovalci znajo zelo dobro narediti na način, da jim je res mar za vsakega otroka, ki pokliče. Ne. V tem smislu prav je, da si poklical, pač res si mogla biti pogumna, da si to naredila. Ne. Tukaj lahko poveš, kogarkoli hočeš, pa kogarkoli zmoreš, vzemi si čas, jaz sem tukaj zate, mogoče ti bom postavila kakšno vprašanje vmes, da te bom boljš razumela, ampak jaz sem pač tukaj zate. In s tem se naredi eno vzdušje zaupanja in iz tega vzdušja zaupanja se lahko potem pač naprej raziskuje, okay, kaj bi bilo pa zate kaj bi bila pa zate ena dobra smer, kaj zmoreš, kdo ti pri tem lahko pomaga. In taka izkušnja je za otroke v bistvu zelo pomembna, ne, da imajo eno izkušnjo iskanja pomoči, da pač kot prvo zmorejo to narediti, kot drugo pa, da te ideje, ki jih imajo sami, da so relevantne, da so dobre, da se veš, pač če ti se z nekom pogovarjaš o nečem, kar imaš vseb noter, pa te podpre pri temu, kar je tvoja ideja za smer naprej, ne, se kar boljš počutimo. Ne, da, ker tako kar občutek imaš, da ja, ok, sej mi gre. Ne. Mislim, jaz sem imel tako okolje doma. Ne. Mislim, moja dva starša sta bila, kar se tega tiče, vedno meni na voljo. Ne. Tako da se pa spomnim zdaj za nazaj, da pa določenih stvari pa nisem upal z njima govoriti. Ali če mi je bilo česa strah, ali mi je bilo sram, da sem kaj naredil, ali to pa nisem čutil, da bi jima lahko povedal. Ne. Zdaj ne vem, ker sem se bal sankcij, ali pa ker bi me to nekako postavilo v neko pozicijo, da se bom mogel soočiti s posledicami, pa se nisem hotel. Pol kasneje v življenju sem ugotavljal, da je bila ta močnejša, ne, da pač sem vedno bil ta glaven za pizderijo, ker je bilo pa treba se s posledicami soočiti, sem bil pa ta prvi, ki je bil prosim ne, prosim, kaj lahko naredim, odpustite mi, teda, ne, sem bil pa tak. In sem dolg časa rabil, da sem tudi ta del sebe sprejel, ne, ker to mi je tako, nisem ga mogel. Ampak to si verjetno naredil, ko si bil odrasel, ne? Ka si razumel še to komponento življenja, ne? Da pač da je tale odgovornost tudi zelo pomembna komponenta našega življenja. Mislim pa, da soočenje s posledicami ni nič tazga, da je to realna slika in da dokler si mi zatiskamo oči pred resnico, pa jo probamo prikrivati z lažmi, ne, je to taka potrata življenjske energije, da se ne splača. Ker sem to enkrat dojel, pol od tiste točke naprej sploh lagal nisem več. Ne. Tudi zdaj pač, zakaj bi? A veš, sej poveš na spoštljiv način, tako da nekomu ne škoduješ, ne, ampak ne lažeš. In se mi zdi, da sem si prevečkrat lih v teh mladostniških letih lagal, pa prikrival neke stvari, lih zaradi tega, ker me je bilo strah soočenja s posledicami. Pol pa na določeni točki mi pa ni bilo tega več strah in sem začel pač to dojemati kot del življenja in da je to proces učenja. In da šele, ko jaz sprejmem posledice svojih dejanj, tudi če je sram zraven, tudi če je vse zraven, šele takrat se pri meni odklene novo poglavje, kjer pride lekcija. Kaj sem se pa jaz zdaj iz tega naučil? Tako zanimalo bi me v bistvu, kje se je pri tebi začel proces tega, da najprej pri sebi sprejmeš, ok, tole je zdaj dejstvo mojega življenja. Ne? Tako pač tukaj je, tako kot ti rečeš, ena težava ali pa tukaj sem neki za ne. In kdaj se je pri tebi začel tisto, veš, ki si rečeš, ok, najprej sprejmem, zato da se bom lahko soočil s posledicami. Mislim, ne bi rekel, da je bilo tako kar naenkrat. Jaz mislim, da je bila to posledica okolij, v katerih sem bil, pa vrednot teh okolij, ki so jih name projicirali. Ena izmed njih je bil šport. Mene je šport ogromno dal. Jaz ameriški fuzbal sem igral. In tam, če si ti na igrišču nekaj nisi naredil dober, je cela ekipa nastradala. In je tudi zelo tak moški agresiven šport, oziroma agresiven fizičen, bom rekel. Ja. In nisi se mogel jih švercati.
A veš, če je bolel, je bolel. Če si se mogel ti v enega zabiti, pa ga podreti po tleh, si to mogel narediti. Ni bilo, veš kva, ne. In me je naučil dosti tega, da ko sem enkrat na igrišču, grem čez to, grem čez strah, grem čez bolečino, grem čez tremo itd. In tudi na treningih je bil tak odnos. Veš, mi je to dalo ogromno podlage za pol za naprej. Razumem, Pol pa po moje, da Gary Vaynerchuk je bil po moje prva knjiga, ki sem jo jaz prebral, tako da sem jo hotel. Jab, 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 right hook. Pa sem jo bral zaradi marketinga, ampak noter je bilo ogromno teh vrednot, pač prevzeti boš mogel odgovornost. Če ni na tebi, na komu je. Dokler če boš ti prelagal odgovornost tudi za svoje počutje na druge, kako boš imel pač na tem kontrolo, kako lahko sploh karkoli spremeniš. In izklevam pol. Veš, kaj na tomu zelo pomembno, zelo pomembno, da otrokom pomagamo v bistvu pokazati, kako to narediš. Da z njimi v bistvu skupaj raziskujemo, kako se zdaj to naredi. Ne samo kaj, se pravi prevzema odgovornost, ampak kako. Zato, ker je fino, da mogoče nekje v enem, ne vem, varnem okolju lahko predebatiraš kako, ali pa kakšne imaš ti sploh opcije za to, da to speleš. Na kaj se lahko obrneš, ali znotraj sebe, na kere stvari pač ti lahko pri sebi računaš, kere stvari so odzuni, ki jih lahko pobereš, zato da boš ti da bojo otroci lahko nekaj speljali. Je to lahko čisto nekaj preprostega. Kako zdaj punci povedati, da mi je simpatična, na kakšen način to narediti, da ne zadržujem tega, vse pa trpim. Ali pa kako staršem povedati, da boš padel razred, ali pa ne vem, pač neke take stvari, ali pa kako srednjo šolo izbrati, ali pa kako, ne vem, kako se pobrati iz samomorilnih misli, ali pa pač tale kako, se mi zdi, da je za otroke zelo pomemben, da je nekdo z njimi pripravljen iti čez. In kako ugotoviš ta kako? Tako da se pogovarjaš o tem, kaj imaš, nekaj, pri nas na tomu je tak način, da pogledamo ali pa da raziskujemo z otrokom skupaj, pač kakšne so njegove, ne vem, želje, lastnosti, tako se reče, se reče viri, viri so pa lahko nekaj zelo različnega. Se pravi, ali je to nekaj, kar otrok počne, ali je nekaj, kar ga zanima, ali je nekaj, za kar je talentiran, ali pa čist nekaj, kar je njegov interes, ne vem, rada poslušam glasbo ali pa ne vem, zanima, zelo imam rada mačke pa pse ali pa nekaj, pač nekaj čist preprostega iz otrokovega življenja, na kar se lahko pač takrat obrne ali pa se pravi znotraj sebe. In potem, kako boš to uporabljala, se pravi, kako boš ti zdaj to lahko uporabljala. Primer bi bil pač punca zelo dobro opiše, kako se počuti, kaj so njene temne misli, svetovalki na e-pošti. In svetovalka ji da povratno informacijo, v bistvu tako v tem smislu, rada bi ti povedala, da zelo dobro pišeš, kar mi pove, da znaš pri sebi videti, kaj sploh doživljaš. In zdaj to, da ona dobro piše, lahko uporabi tudi zato, da to, kako se počuti, lahko pove tudi nekomu v njenem okolju. Ampak ne na način, da bo povedala, ampak da lahko zapiše. Se pravi, pač to bi bil zdaj njen kako. Ampak namen tega, da ugotoviš kako, je pa, da se človek premakne. Da gre iz misli v dejanja. Če gre lahko, ja. Če je že v tem stanju. Ker pač včasih so otroci še v stanju, pa mladostniki so še v stanju, ko v bistvu ne morejo še premikov delati. Rabijo še nekaj pogovorov o tem, da so slabo, pa kaj to pomeni, da so slabo, da imajo dovolj prostora, da to lahko povejo. Ampak ja, cilj pa je seveda,
da bi naredili en najmanjši korak, ki bi bil njim v podporo. Pa je to lahko pač tudi samo, a boš prišla na naslednji termin klepetalnice, ali pa a boš zjutraj, ko boš ostala, a boš, ne vem, mamico pozdravila, namesto da greš mimo nje, ali pa ne vem, pač lahko čist nekaj preprostega. Nekaterim otrokom pač zadostuje en pogovor, ampak nekateri pa pač rabijo več. Ampak cilj je pa vedno, da so opremljeni z enim načrtom, pač kaj bo njim v pomoč. Ja, mislim, jaz si predstavljam, da je najtežji korak ta prvi, da se sploh na nekoga obrnejo. A ne? Ja, da grejo iz te tišine, iz tega trpljenja, pa doma, nimajo tega prostora, da se na nekoga doma obrnejo, ampak tudi, ko zvejo recimo za tom telefon, da naredijo ta korak, da se obrnejo na nekoga, meni se zdi to najtežji del poti. Zato pa pač mislim, se vsakega otroka, ki se obrne na tom telefon, res sam pohvalite. To je pač ogromna pohvala za ta korak. Pa spomnim, da je najtežja stvar v bistvu že naredil. Da vse, kar zdaj sledi, je easy, ker je ta težka stvar bila narejena. Ja, ta premik je res, ta korak je res tako. Pa tudi vemo, da oni preden pokličajo, ali pa preden pišejo, zelo velikrat premišljujejo o tem, da bojo to naredili. Vsi sem bil tam, mislim, tako so to druge stvari, ampak vem, kako je. Stokrat greš čez scenarije, pa ne pride ven. Ja, tako, točno to. Zato so pa pač taka oblika pomoči, kot je tom telefona, nekaj v bistvu anonimen. Svetovalni telefon, to je super, da obstaja v našem prostoru, kot ena stopnja pomoči. Pač anonimni telefon, anonimne svetovalne linije so res zlata vredne za otroke in mladostnike. Pač lahko tako na malo anonimen način, se pravi, ni treba, da kdorkoli sploh ve, kdo si, pač, ker se pri nas na telefonu ne beležijo številke, ni jim treba nobenih osebnih podatkov, nič pač, to je, anonimni so. In to jim da tudi to jih tudi malo sprosti, da lažje mogoče pokličajo pa povejo. Ampak na drugi strani je neka oseba, s katero ta otrok, mladostnik razvije odnosa. Verjetno pol, če želi še kdaj poklicati, želi to osebo. Ja. Kaj, če mogoče takrat ne dela? Sej želijo, ampak jo ne more dobiti in to otrokom tudi povemo, da naslednjič, ko se boš obrnila ali pa obrnil na tom telefon, ne boš dobila istega svetovalca ali pa svetovalke, zaradi tega pač, ker so tudi svetovalci anonimni, ampak lahko ti pa pač zagotovimo, da te bo vsako, kogarkoli boš dobila na telefon ali pa dobil ali pa na klepetalnici, te bo sprejel pač na enak način. Tako da tudi oni, ki mogoče kdaj ponovno pokličajo, že sami tudi povejo, sem že pač klicala, ampak nekateri pa tudi ne želijo tega, pa povedati, da so že se obrnili na tom telefon. Ja. Mislim, kaj ne moramo zdaj preko te tematike umetne inteligence v tem segmentu. Jaz sem prebral, slišal, kakorkoli, ne vem, je res ali ni, zgodbe, kjer so mladostniki se na umetno inteligenco obrnili, da jim je umetna inteligenca pomagala pri reševanju stiske, in pri nekaterih so bile posledice grozne. Vem, da je bil en primer, kjer so tudi, mislim, da tožili OpenAI, kjer je fant ali punca naredil samomor. In ko so pogledali pogovor s ChatGPT-om ali ne vem, kjerim programom, je bil noter zapis, kako je pač chat njemu pomagal pri tem, da je to spelo. In to je grozno. In zdaj, zakaj, oziroma kaj vi vidite iz vaše perspektive glede te tematike? A iskati pomoč, a je lahko dobra v nekih variantah ali ne? Mislim, to, kar jaz lahko zagotovo povem, so izkušnje s Toma, in to je, da otroci pa mladostniki, bolj mladostniki, zagotovo uporabljajo klepetalnike kot pač nekoga, s komor se, orodje, s katerim se pogovarjajo o vseh stvarih, ki se jim pač dogajajo. Ampak je pa tudi to res, da te isti otroci, ki se s klepetalnikom pogovarjajo, se obrnejo potem tudi na tom telefonu. In na tomu pač vprašajo, a ste vi, recimo, če pišejo v spletno klepetalnico našo, vprašajo, ste vi res pač svetovalec, ta prava oseba, a je to robot. In se pravi, da
to jih zanima, a ne, in to jim je tudi pomembno, da je na drugi strani oseba. A ne. Se pravi, uporabljajo pa pač doskrat te klepetalnike ali pa te jezikovne modele za to, da jim pomagajo zbrati to, kar doživljajo, in potem na podlagi tega, kar imajo tam zapisano, to poročajo svetovalcu. A ne. Primer imamo tudi tak iz klepetalnice, a ne, da je punca rekla, no, jaz vam bom dala svetovalki, no, ti bom dala kar link do pogovora s chatom, s ChatGPT-jem, a ne, pa si malo preber, kaj sva se pogovarjala, da boš vedela, kaj se mi dogaja. A ne. Tako da to, v tem smislu. Zdaj, kaj sem želela povedati, je to, da mladostniki vseeno pač razlikujejo med izkušnjo, ki jo dobijo na klepetalniku, ali pa izkušnjo, ki jo dobijo živo, z osebo na drugi strani, in da jim je ta stik še vedno v bistvu zelo pomemben. Ne. Izkušnja sprejetosti ali pa slišanosti ali pa podpore z strani svetovalca, osebe je v bistvu nenadomestljiva. Ne. Pač tega ne more noben jezikovni model nadomestiti, pa če je še tako dober. Ne. In to je tudi nekako ključ, na katerem na tomu tudi gradimo. Ne. Delo z tistim, kar mi nosimo vse pa ne. Se pravi, to je zelo pomembna komponenta. Poleg strokovne strukture pogovora, ki jo imamo zelo dobro narejeno, a ne, je pač ta čustveni odziv na otroke v bistvu zelo pomemben, ker res deluje. A ne, če svetovalka začuti ali pa svetovalec ob otroku, a ne, res mi je mar zate, a ne, in to se čuti skozi pogovor. In to otroke sprosti in jim da upanje in tako en tak dober občutek, in ravno zaradi tega dobivamo zelo ogromno pohval, zahval nazaj. Hvala, da ste bili tukaj zame. Samo še to sem hotela. Pač problem klepetalnikov je pa to, a ne, da niso delani, da niso zdizajnirani že v štartu na način, da bi otroke pa mladostnike podpirali v razvojnem smislu. A ne. Ker so dizajnirani za odrasle in ne podpirajo tistih komponent, ki bi otroke v bistvu krepila. A ne. To so pa sposobnost učenja, izkušnje samostojnosti, izkušnje to, da zmorem, izkušnje to, da so moje ideje dobre, a ne. Izkušnje, kako se gradijo prijateljstva ena na ena. Pač to ni vkomponirano v spletne klepetalnike. A ne. In to je katastrofa, pač kar delajo proizvajalci oziroma dizajnerji jezikovnih modelov. Pač to je za moje pojme na globalni ravni zelo neodgovorno. Zato, ker to pomeni, da otrok pa mladostnikov ne krepijo, a ne, ampak krepijo tiste dele, ki so po eni strani za otroke pač škodljivi, a ne, mogoče ne, in da se povečuje čas preživeti s klepetalnikom, a ne. Ja. Tako da tukaj imajo platforme ali pa razvijalci jezikovnih modelov še ogromno prostora za to, da razvijajo programe ali pa načine, klepetalnike, ki bodo otroke bolj podpirali. Ne. Ene par je pač mogoče primerov dobre prakse. V Sloveniji mi zdaj mogoče pride na misel ta AI inštruktor Astra. Astra, Ja, pa, ki je narejena v bistvu na način, a ne, da zelo upošteva te razvojne pa psihološke pa metode učenja, ki podpirajo otroke in Samo je mladostnike. jasen namen, ne, zakaj jo uporabljajo. Veš. Te Ja. brskalniki drugi, kačet recimo, so pa ful bolj odprti. Ne. Prid gor, kar češ.
Tako. Bolj Se zdaj si pa, zdaj, to je pa super točka, to je pa ena tudi zelo pomembna stvar pri teh klepetalnikih, da bi res mogli na jasen način vedno biti pojasnjeno v takem jeziku, ki ga otroci in mladostniki pač razumejo, kaj je zdaj namen tega klepetalnika, ne? Kaj pač v smislu, kaj zmore, a ne? Pa da je to samo stroj. Tako vse čas bi mogli dobivati opozorila, ne, jaz sem samo stroj, pač z mano ne moreš razviti odnosa, lahko ga pa razvijaš pač z osebami, ki so v tvojem okolju. Pač jaz sem stroj, ki ti ne morem omogočiti takega stika, ki bi tebe bil, ne vem, ki bi tebe pač podpiral. No. Ja, ker tudi posledica vsega tega se zdaj že kaže, v grajenju odnosov, v duševnih stiskah, v takih in drugačnih načinih, če jih gledamo. Pa zdaj, glede na to, da si prej omenila, da trende dosti spremljaš, deva se mogoče malo tega dotakniti. Kaj trenutno vidiš kot nek trend, ki se dogaja po svetu in zaradi katerega mladostniki se obračajo na vas? Veš kaj, jaz trende spremljam v bistvu iz Tomove statistike, tako da najbolj ti bom znala povedati, iz vseh teh tisočih kontaktov, ki jih mi na Tomu prejmemo, ker pač na Tomu imamo res izjemno priložnost pogleda v svet otrok in mladostnikov, zato ker pač na let nas kontaktira okrog 28,000 otrok in vsak kontakt pač razdelamo v smislu, s katero tematiko je prišel kdo na Tom. Skratka, hočem povedati to, da trenutno beležimo trend na Tomu, da se obračajo bolj pogosto starejši mladostniki na nas, se pravi... Daj mi jih samo mest. Kako je to? Ja, ok. Se pravi 16 plus do 22. Okay. Ker naša primarna starostna skupina so od 12 do 15, te se najpogosteje obračajo, tudi taka očitna potreba je. Skratka, trend, ki ga zdaj zaznavamo, je to, da se pač starejši mladostniki obračajo na Tom, kar nam pove tudi to, da smo mogoče dobro delali tudi v smeri, da smo tematike, ki so njim bližji, dobro pač naslavljali v smislu, ne vem, intimnosti, samostojnosti, razvijanja, ne vem, razreševanja malo težjih notranjih stisk ali pa družinskih odnosov. Tako, to se mi zdi, no, da je lahko posledica tega. Drug trend, ki ga pa zdaj že dlje časa opažamo oziroma ga zaznavamo, je pa to, da so se psihične stiske premaknile iz 6. mesta po pogostosti na 3. mesto. Se pravi, ta trend smo zaznali takoj med korono, ki je res zelo močno vplivala na otroke in mladostnike. To je bil res, ne vem, če si ti to zaznal v družbi, ampak to je bila res kar zelo velika sprememba. No. Ja, ogromna. Ja. Največja v mojem življenju, da bi zaznal tako, kako so se ljudje začeli drugače obnašati. Ja. Kar ne moreš verjeti, da je v bistvu da je take vrste epidemija, da ima take razsežnosti, mislim, da so posledice takšne. Zanimivo je recimo to, da ta prvi teden, ko so takrat pač, se pravi 2020, 2019, 2020. 2020 je bil ta prvi lockdown, meni se zdi, potem pa 2021. Skratka, res je. datumsko, čist zdaj ne vem, marc po mojem, no se ni važen. Hočem povedati to, da smo na Tomu ta prvi teden uvedenih ukrepov zaznali pač totalen shift v tematikah, s katerimi so se obračali na Tom telefon. Se pravi, mladostniki so začeli se obračati na Tom z psihičnimi težavami oziroma z duševnimi stiskami 50% bolj pogosto kot pred korono in so številke pač nam poskočile. In pa opazili smo, da so se zelo povečale družinske stiske, se pravi težave v družini, pa da se nam je
zelo zmanjšalo število kontaktov, se pravi, mislim, ne vem, mislim, da se nam je za 30% zmanjšalo število klicev med korono. Se pravi, ja, ker so bili pač zaprti, niso imeli, pa še to, da tematika vrstniki, se pravi medvrstniški odnosi, da se je iz 1. mesta premaknila na 5. mesto po pogostosti. Se pravi, to sploh ni bila več osrednja tema te starostne skupine, se pravi, kot bi rekla osnovnošolcev, pa potem srednja šola. In hočem povedati to, da se ta trend nadaljuje tudi še vedno zdaj, in so psihične težave oziroma duševne stiske v bistvu nekaj, kar je na tomu zelo pogosto. Vrnile so se pa tiste običajne tematike, ki so za to starostno skupino značilne. To so pa, kot sem že prej rekla, pač, kaj se dogaja v medvrstniških odnosih s prijatelji, sošolci, pa seveda večna tema oziroma zelo pomembna tema družinski odnosi. Potem so pa še tako razvojno gledano zelo pomembna tema šola, pa spolnost, spolni odnosi, telesni razvoj, se pravi spremembe, ki se dogajajo v naših telesih. To. Kaj pa je na prvem mestu trenutno? Trenutno, evo, glih imamo sveže 6-mesečno poročilo iz leta 2026. Vrstniki, družina pa psihične stiske, se pravi duševne stiske. To so prve 3 najbolj pogoste tematike, ampak ni enako pri puncah pa pri fantih, pa ni enako pri starostnih skupinah. Se pravi, pri tistih, ki so starejši mladostniki, so pogoste teme duševne stiske pa intimni odnosi. Pri mlajših so pa pogoste teme medvrstniški odnosi, pri vseh skupinah pa družina. Pa mogoče še to, da meni je zelo super tudi, da na tomu res spremljamo tudi malo tako po spolu, kakšne so razlike. Recimo ena stvar je to, da fantje bolj radi pokličejo, punce pa bolj rade pišejo. Saj generalno gledano v enakem deležu pokličejo fantje in punce, kar nam da tudi vedeti, da je Tom ni samo namenjen recimo puncem, ki so v smislu punce večkrat posegajo po pomoči, ampak v enakem deležu tudi fantje. To nam je res super, ker fantje se mi zdi, da še posebej včasih pač izpadajo iz podpornega sistema, tako, ali pa so mogoče majčkeno bolj prepuščeni sami sebi, saj tako imamo mi vtis na tomu. Pa tudi mogoče nimajo toliko, ni na splošno v družbi toliko prisotnih nekih dobrih modelov odraščanja. Tako se mi zdi, da bi lahko da bi lahko vsi kot družba delali na tem, da bi za fante bilo prisotnih več dobrih modelov. Vzornikov. Ja, vzornikov, pa tudi, vzornikov, mogoče ne glih vzornikov, ampak sam pač, da lahko mogoče še kaj drugega kot Andrew Tate pogledajo, pač kaj pomeni prehod iz fanta v mlajšega odraslega, ali pa kaj pomeni se dobro počutiti v svoji koži, brez tega, da se... Vrednote, ne? Ja, tako. So projicirane. Sem poslušal podcast Simon Sinek pa Diary of a CEO, Steven Bartlett, sta imela po moje. In sta se pogovarjala o prijateljstvu. In med drugim je pogovor naletel tudi na to, zakaj toliko mladih danes gre pač čisto po neki taki poti, da so jim pomembne toliko materialne stvari in vse. In je rekel Simon Sinek, sam poglej, kdo ima največ sledilcev na social mediji, koga najbolj cenijo, koga najbolj kujemo v oblake. Take ljudi, ki to projicirajo, zato ker to dobi največ pozornosti. In je rekel Steven, pač, zakaj pa oni dobri ljudje, ki jih jaz poznam, ki so meni vzorniki, pa to. Je rekel, ne oglašujejo se, niso toliko prepoznavni, da jim je meha. Ja, tako da dajmo delati na medijski prisotnosti pač zdravih odraslih moških. Ja. Tako.
No, in je rekel eno stvar še, ki smo jih pri tem. Je rekel, da ful je knjig napisanih o tem, kako biti dober podjetnik, kako biti dober, ne vem, kaj vse, ljubimec, itd. Malo knjig je napisanih, kako biti dober prijatelj. In mogoče je zato tudi ena izmed posledic današnje družbe ta, da se ljudje nimajo na nobenega za obrniti, da ni zaupanja, da ni tega prostora. Ne? Ker nas noben ne uči, kaj to zares pomeni v teh letih, ko je to najbolj pomembno. Veš? Ja, se drugače tako na tom se dosti obračajo s temi vprašanji v zvezi z prijateljstvi. Kako graditi sploh odnos prijateljski, ali pa kako ga ohraniti, ali pa kako ga popraviti, ali pa kako konflikt rešiti v prijateljstvu, ali pa občutek izdanosti, ali pa občutke, ali pa izkušnjo izločenosti iz prijateljske skupine. To je kar zelo pomembno. Ne? Meni se zdi, da tukaj lahko res vsi zelo veliko prispevamo. No? Tako, ne vem, v šolskem okolju, doma starši, ali pa tako bom rekla, kdorkoli z otroki pa mladostniki živi pa dela, ne? Tukaj res lahko zelo veliko prostora namenimo temu, da se imajo možnost pogovarjati o tem, vprašati, podeliti, raziskati, ne vem, povedati dejansko, kaj se je zgodilo, ne da sami ostajajo s temi temami. Ne. Ja. Jaz sem eno izkušnjo tako, pa smo bili mladi, po moje 16 let stari, ne manj, ja 15 po moje, tam nek 14-15, kjer sem si, a ne, je bil nov leta, kaj je bilo, ful sem tako mi čakal, da grem, ne, tja. Za novo leto in to. In hotel sem biti prvi tam in vse, pač ta ogenj v meni strelčevski je gorel. In pol v bistvu sem zvedel, da so ustvarjali te ljudje skupino, v kateri so se pogovarjali, kako pač mene nočijo zraven, oziroma plan, kako me bojo vrgli ven iz tega. In jaz sem to videl. In jaz se spomnim takrat, jaz sem imel grozno stisko, ampak zdaj, ko pomislim nazaj, nisem se o tem z nobenim takrat pogovoril. Jaz sem pač vse tukaj nekako držal, vse, pa si mislil, pa zakaj, pa kaj narobe delam, pa zakaj, a ne. Sej so imeli razloge, pa pač ta obdobje smo res zlobni, žleht, ni nekega sočutja v nas, ne vem, pri spantih sploh je bolj, ne vse zajbancija, itd. Ni nekih teh resnih pogovorov. Pak zdaj, ko si to omenila, da se ogromno ljudi s to stisko obrne na vas, štekam zakaj, ne? Ker preprosto ne razumeš, kaj delaš narobe. Ja, ne razumeš, pa pač nimaš nobenemu zapovedati, pač sploh ne vidiš, da bi sploh komorkoli lahko to povedal, to je pač enostavno ostane s tabo. Pa še zmeraj vse jemlješ ekstra osebno, ne? Ja, itak. Ne iščeš drugih razlogov, samo po tebi, kot otroci, ne? Ne, seveda, pač večina nas je tako naravnanih, da boš nase to vzel, ker smo pač mi ljudje ranljiva bitja in tako izkušnjo vzameš pač nase, zakaj se je tebi to zgodilo, kaj je na tebi tacga, da so ti to naredili. Zanimivo, no, jaz sem imela tudi eno tako izkušnjo v osnovni šoli, mislim, da še, ja. Dve prijateljci se zmenita, da bosta čakaj, kako je že bilo? V glavnem dve prijateljci se dogovorita, da mi data informacijo, da imamo nek dogovorjen rojstni dan, na katerega sem jaz tudi povabljena, ne, v tem smislu. In potem izvem, da jaz sploh nisem povabljena na ta rojstni dan in da tega rojstnega dneva sploh ni. In potem groza in potem pač jaz se pripravim, ne, in jih pridem kakor počakati, da gremo skupaj na ta rojstni dan, ne, in oni dve prideta in rečeta, ni sploh rojstnega dneva, ti nisi nikamor povabljena. In tako spomnim se vprašanja, zakaj sta to naredile? Ja, hotele so sam preizkusiti, hotele so sam videti, kako boš reagirala. Ne. Ja, čista žlehtnoba otroška.
Ampak neverjetno mi je to, kako to s tabo ostane, a ne, take izkušnje, kako to s tabo ostane, a ne, pač z mojo prijateljico, jaz sem tako, še zdaj včasih tako preverjava, a sva midve tako res na strani zaupanja, a ne, pač vse, a si res lahko vse zaupava ali ne, a ne. Tako zelo zanimivo, kako te izkušnje ostanejo s tabo, a ne. Hvala Bogu, da ko smo odrasli, a ne, lahko veliko stvari premisliš, pa si jih tudi sam odgovoriš, a ne, otroci pa mladostniki si jih pa pač težko sami usmislijo, a ne, zakaj se je to zgodilo, tako da hvala Bogu, da na tom pokličejo, da dobijo eno izkušnjo, pač pa tudi tako potrditev, da ni nič narobe z njimi, a ne. Mislim, privilegij imeti ljudi okoli sebe, kjer je to zaupanje, a veš, default oziroma neko naravno stanje. Ne? Veš, to sem jaz večkrat moji ženi rekel, da pač to, da jaz niti enkrat ne pomislim, da a veš, ne bi pač ona bila na moji strani iz tega vidika zaupanja, lojalnosti, teh zadev. Ne? Da je to tak privilegij, da to jaz s tako lahkotnostjo lahko okoli hodim, ker si ne predstavljam, kako bi bilo, da ne bi tega imel. Ne? Ful bi mi bilo težko, ker jaz sem nekdo, ki mu je to zelo pomembno, ne? Očitno. Prej tega nisem vedel, zdaj vidim skozi to izkušnjo in pač večkrat pomislim, koliko sem za to najbolj hvaležen. Ne? Ja, to je res toliko pomembno, tale sproščenost okrog tega, da imaš ljudi, s katerimi si lahko pač sproščen in varen in da ja, tako, kot si rekel, da je pač zaupanje je, a ne, da zaupanje je, da se o tem sploh več ne sprašuješ, to je en tako, v tem žargonu, ki ga mi uporabljamo v službi, en res zelo pomemben varovalni dejavnik, da ti izvoziš skozi življenje lažje stvari, ki pridejo na pot, ki so pač zahtevne, a ne. Nam življenje vedno prinese stvari, ki so tako izzivi, pa ki so zahtevne stvari, se je treba odločati marsikaj, a ne, pa da čez marsikaj, tako da Sam, če imaš take ljudi okoli sebe, pač je v teh situacijah, ne, dobiš tisto, kar rabiš, še preden sploh vprašaš. Medtem, ko imamo na drugi strani zdaj vašo klientelo, ki pa ne dobijo niti, ko prosijo ali pa vprašajo, ne, drugje kot pri vas. Ja, se jaz tako vedno rečem, da obstaja določen del otrok pa mladostnikov, ki se počutijo zelo same, no. In za take otroke je res zelo pomembno, da tak format pomoči pač obstaja, no. In tistim otrokom, ki se s katerokoli temo jo imajo, počutijo še same, tistim radi pač povemo, tukaj je pa za vsak slučaj še tom telefona. Zato tudi veliko delamo na promociji, a ne, programov v tem smislu, da res da pridejo te informacije do vseh otrok, mladostnikov, da smo prisotni v osnovnih šolah, srednjih šolah, da dobro delamo na socialnih omrežjih, da imamo dobre stvari objavljene na spletni strani, tako, da vejo, da pač pri nas dobijo dobro informacije, pa dobro izkušnjo, no, tudi tako. Ja, to mora biti kar izziv, delati marketing za nekaj tasga. Ker točno veš, da mora priti do ljudi, ampak jaz izhajam iz marketinga in vem, da najboljša stvar je od ust do usta. Ampak v tem primeru pa, če imaš ti nekoga, ki ti bo povedal, obrni se na tom telefon. V bistvu je že ta človek lahko tam zate, a ne. Tako da v bistvu zares mladostnik pol tom telefona ne rab, ker ima že tega človeka, ki mu je povedal za tom telefon. Veš, kaj mislim? In ti v bistvu ciljaš pa na ljudi, ki z nobenim ne govorijo o teh stiskah, ampak pol, ko pa oni vidijo nek tom telefon, imajo pa dosti zaupanja, da rečejo, evo, to bom pa naredil. Sem vse po mojem jih tako v bistvu občutki znotraj njih pripeljejo do tega, da tako ne morem več, bom pisala ali pa bom poklicala. Nekateri so pa tudi tako čisto sproščeni, pa kar pokličejo, pa povejo, jaz imam jutri v glasbeni šoli nastop, pa me lahko prosim
poslušate, da z vami odigram to, kar imam, ker ne vem čisto dobro, a dobro odigram ali ne, pa bi rabila nekoga, da me pač posluša, ne, in potem svetovalka reče, seveda, te kar odigre in pokomentirajo to, in ali pa pokliče skupina punc, ki vadijo za pač nastop z zborom in pač zapojejo svetovalki in svetovalka reče, da to je bilo pa super in tako. Pač imaš tudi take, pa tudi en del je tudi takih pač v vseh 35 letih, kar tom telefon obstaja, seveda, za farkancije. Ne vem, če se ti spomniš ali pa če si kdaj to delal, ampak pač klic na tom telefon je lahko tudi zelo dobra zabava, ne, da 15krat zaporedoma pokličeš na dom in pač se zafrkavaš ali pa svetovalcu ali pa svetovalki naročiš pico ali pa ji poskušaš Ferrarija prodati ali pa kakšne take stvari. Mi smo to včasih delali tako, da smo random cifre klicali. No, to je to. Ja. Mislim, ne bi lih to telefona predlagal za tako stvar, glede na to, da mora biti linije na voljo, a ne, ampak okej. Ja. Eno stvar se me v glavi, če bi vprašal ljudi, ki so najbolj hvaležni za to, kar ste jim dali na tom telefonu. Kako misliš, da bi odgovorili na vprašanje, kaj je tom telefon? Mislim, da bi odgovorili, da je to nekaj prijaznega, da je to nekaj, kar jim je v enem trenutku zelo, zelo pomagalo. In mislim, da tisti bi odgovorili, da delamo nekaj zelo dobrega, kar jim je bilo dobro, pomembno. Se to nam tudi, to, kar sem zdaj povedala, nam res tudi velikokrat napišejo. No, tako. Daj mi mogoče kar konkretno povej, a imaš kakšno, mislim, pridejo te sporočila tudi do tebe ali ostanejo med svetovalci? Ta sporočila o tem, koliko je nekdo hvaležen za to, kar ste naredili? To vse pride do mene. Ker tudi želim pač vedeti ali pa prebrati, kako oni sploh doživljajo to. Tako da zahval je res zelo velik. Kakšna ostala s tabo še do danes? Ne vem, mene se vedno zelo dotakne ta del, ko otroci napišejo eno tako dost, opišejo ali pa pridejo na to za eno tako dost zahtevno življenjsko situacijo, ne vem, v smislu z mami zelo veliko pije, se vem, da mi hoče najboljše, ne, ampak jaz res zelo težko prenašam že to, da je ona ves čas odsotna, ne. In potem, ko se svetovalko ta punca pogovarja, ne, in na koncu napiše ali pa nam pove, jaz se počutim toliko boljš, pač, kot da bi mi kamen se odvalil od srca, ne. Ta pogovor je meni res pomagal, hvala, da ste bili tukaj zame, ne. In poskušala, naredila sva dober plan, poskušala se ga bom pač držati, vam pridem povedati nazaj, kako se je šlo, ne. In take stvari taki dogodki ali pa take zahvale se mene res zelo dotaknejo, ne, in mi tudi dajo vedeti, da je program Tom telefon zelo pomemben za vse generacije, za otroke in mladostnike, da je pomemben, prav za posamezno punco, ne vem, 17 let staro ali pa fanta, ki je zdajle star 16 let, pa ki se ukvarja s tem pač, ne vem, kako pač prekiniti zafrkavanje, da ga v šoli pač zelo zafrkavajo, ne, da je za tega konkretnega fanta to bilo zelo pomembno, da je se svetovalka z njim dobro pogovarjala, ne. Ja, take zahvale mi dajo res zelo, zelo veliko motivacije za to, da program dobro dela, no. A ste imeli kdaj izkušnjo s kom, ki je klical in se je pač čutil samo jezo, da je pač nekam se mogel razpucati? Kaj pa v taki situaciji svetovalec naredi? Ja,
Mislim, zelo je pomemben, da presodijo, je to tak klic, ki je ta jeza v bistvu res nekaj, kar je otrok, mladostnik mogel dati ven, pa svetovalka lahko to pač tudi prenese, a ne v tem smislu, ok, te razumem, pač mogel si dati to zdaj ven. Jaz mislim, to, kar si rekel, a ne, mislim, se drugačne govori, mislim, se ne reče drugemu človeku, a ne. Ampak te razumem, da si mogel dati ven, a si mogoče se pripravljam pogovoriti o tem, pač kaj se še dogaja v tvojem življenju. So pa tudi ene take vrste klici, ki so pa v bistvu bolj, ki nisem to, a ne, da mislim, da morajo dati ven iz sebe, ampak so pa prav taki, ki hočejo, ki so toliko agresivni, da so v bistvu že nasilni, a ne, klici, a ne. Pa tudi, res, recimo, včasih se zgodi tudi, da, ne vem, zmerjajo svetovalce, a ne. Take klice se pa prekine, a ne. To je pa pač pol tudi že, ne bojo se svetovalci izpostavljali, mislim, ne smejo se pač svetovalci izpostavljati takim klicem, tako da take klice se pa prekine, a ne. Se pove, na tom telefonu pač ne delamo na tak način, daj, ko boš lahko se pogovarjal normalno, poklič, zdaj bom pa prekinila, a ne. Ja, ker se odgovornost vaša pač konča, a ne. Ne moreš ti kar zdaj pričakovati, da vsak, ki te pokliče, lahko, da ti hočeš čisto vsakega zdaj tukaj rešiti ali pa pomagati ali pa to, a ne. Ne, ti obstajaš iz enega razloga in to je, da si na voljo. Ja, pa tudi pač ne, tudi to je izkušnja za tistega, ki kliče, da pač tega se ne dovoli, a ne. Mislim, to ne. Ja, meje, ja. Ja, meje, ja. Pač ne moramo dopustiti zlorabe svetovalcev v tem smislu, ne vem, agresivnih klicev ali pa kakršnih koli drugih. In mislim, dobrobit svetovalcev je tudi enako pomembna kot dobrobit otrok, pa, ki se obrnejo na to, ne. Res nočem motiti dobrih pogovorov, ampak 26. septembra v Križankah organiziramo en dogodek, za katerega želim, da zve čim večje število ljudi. Vse informacije o dogodku najdeš na naši spletni strani underdog.si ali pa v povezavi v opisu tega videa. Zdaj pa uživi od nadaljnjemu gledu epizode. Se vidimo. Kaj bi rekla, da je ena lastnost svetovalcev, ki bi jo lahko se od nje naučili, recimo ljudje, kot so starši, starejši bratje, prijatelji, kdorkoli v bistvu, zaradi katere so uspešni? Na čem bi mogli, na kateri lastnosti bi mogli kot ljudje delati, da bi lahko bili kot družba bolj uspešni in Toma ne bi rabili več. Veva, da je to iluzija, utopija, ampak ja, vse veš, kaj mislim. Dobro vprašanje. Mislim, da je ena pomembna lastnost to, da jim je zelo mar za otroke in mladostnike, pač tako avtentično mar, da jih avtentično zanimajo, da hočejo dati prostor za ta pogovor, a ne. Se pravi, da če se jaz usedem s tabo, a ne, mene res zanima, kako si ti, pa res želim biti s tabo tukaj zdaj, a ne. In tako v tem smislu res mi je mar zate, a ne. To se ne delam se pač, zelo mi je mar zate. To je ena lastnost. Druga lastnost je, da so sposobni zdržati v tako eni mogoče malo napeti situaciji, a ne, preden se čustva, ne vem, pomirijo, uredijo, da so sposobni zdržati z otrokom tukaj noter, a ne, da se pač počasi zregulira, a ne. Da ni takoj na prvo žogo, ok, tole je treba, pač, težave v šoli, treba je pač to pa to pa to pa to narediti, konc, pika, adijo. Ne jemljejo osebno, a ne, po moje. Ja, ne smejo osebno jemati, pa tudi, mislim, malo se moraš tudi naučiti, a veš, zdržati s temi velikimi občutki, s katerimi otroci pa mladostniki pridejo, a ne.
da se počasi začnejo umirjati, pa da počasi dobijo boljši pregled nad tem, kar je vse možen. Jaz mislim, lih ta dejanje, da si sposoben zdržati s temi občutki. Prva stvar, ki je, da se spomniš, da ni tvoja. Ne? Sploh kot starši prevzemati začnemo to in se pojavi strah. Ojoj. Trpi ali pa rešiti mora, mi te, da ne. Vse je v redu, to je naraven proces. Moja naloga je, da sem mir. Da ji dam vibracijo ali pa mu dam vibracijo, pa pokažem, kako izgleda ta prostor, kjer je vse ok, ker je vse ok. Pa kot otrok tega ne ve, ker je to potencirano. Ja, to je to je en del, ki je v bistvu zelo pomemben, da se otroci imajo možnost, tako rečemo, zregulirati prek svetovalca. Zato, ker je svetovalec pač miren, zna tudi postaviti vprašanja, ki vodijo pač v eno drugo razpoloženje, ali pa v eno drugo stanje, da mečkan lahko pogledajo tudi, se mogoče mi pa že kaj uspel, naprimer vprašanje, kako si se pa do zdaj loteval stvari, ali pa kaj si pa že do zdaj poskušala narediti. To odpira en del nas, ki se spomnimo šele na to, da mogoče nam je pa že kaj ratalo, da nismo samo v temu zoženemu fokusu noter. Ja, tale mir je kar dosti pomembna lastnost, ki jo imajo, da so jo zmožni pač dati tekom svetovanja. Ampak se znotraj tega so tudi izzivi, kako to narediti, ni zmeri lahko, če pač pride recimo na spletno klepetalnico punca, ki napiše, ubila se bom, pač primarni odziv naš je vedno panika. Zdaj, kako morajo se pa tudi oni pač naučiti, se naučijo, da pri sebi prepoznajo, kaj se jim je zgodilo in da znajo tudi malo ustaviti se, zadihati, malo upočasniti pogovor, da tudi sebe lahko pač naravnajo na ta pravo razpoloženje, zato da bojo lahko ta pogovor vodili pač na takšen način, kot sva zdaj rekla, da umirjeno. Tudi ta prva, ki si jo omenila, z vidika, da ti je mar za nekoga. Takoj sem pomislil na to, da to v bistvu ni nekaj, kar se naučiš, da je to nekaj, kar je že odvedno s tabo, sam pač ali pride to ven ali ne. Kar se lahko naučiš, je pa biti prisoten v trenutku. Torej, biti tukaj, zdaj, ko se midva pogovarjava. In to mislim, da je tisto, kar manjka dosti v družbi, da zaradi telefonov in zaradi vseh dražljajev, ki se okoli nas dogajamo, zares tudi, ko smo s človekom, nismo s človekom. In ko te nek mladostnik rabi, pa ti na ta način operiraš, iz čiste ne zaznaš tega, da te on rabi. Ni da ti zanalaš to delaš, da bi zdaj te mladostniki bili sami zato, ker so se starši odločili, da jih bojo ignorirali. Ne, ampak preprosto ne vejo, da jih, ker so toliko zatopljeni v svoje procese in da tudi, ko mladostnik pride, pa hoče biti viden, slišan itd. Ja, povej, kaj imaš za povedati, dobro, vse je v redu, smo rešili. Vse je zelo logistično, se mi zdi. To, kar si pa ti govorila, pa se tudi meni zdi zelo pomembno, je pa sposobnost, da ti se ustaviš v trenutku pa rečeš, ok, to zdaj je moj life, to je vse, kar se mi dogaja, to je vse, kar imam. Vse, kar je izven tega, ne obstaja. To je zdaj najbolj pomembna stvar na svetu. In če si ti kot svetovalec na tej strani sposoben tako tretirati svojo službo oziroma to, kar delaš, valjda boš to projiciral na ven in se bo to čutilo. Medtem, ko smo pa v naših odnosih medsebojnih, se pa toliko navadimo drug drugega, da to kar malo spohti. Ja, pa se je tudi malo je pa tudi to povezano, pač v naših vsakdanjih življenjih je to povezano tudi z tempom, ki ga imamo. Naš tempo ni prijazen do tega, da ti lahko res se velikokrat usedeš v miru, pa pač si res samo prisoten z nekom. Tako da, ampak ja, dobrobit te prisotnosti je pa zelo velika. Se tudi znotraj najinega pogovora. Recimo jaz
se moram vračati na prisotnost s tabo, a ne, da sedim res s tabo tukaj. Ker mi misli švigajo na otroke, mladostnike Toma, na program, na to pač, kaj bi mogoče še povedala, a ne, ali pa na kaj še pomislim, a ne. Ampak ko se vrnem na to, da res sedim s tabo tukaj za mizo, rata pa kar zelo prijetno, hitro. No. Ja. Proces prisotnosti je knjiga, ki jo zdaj beremo. Si jo mogoče prebrala? Michael, da bom se spomnil. Govori točno o tem, da v bistvu, koliko je to zahtevno danes, kadarkoli bilo, ampak koliko je to za nas istočasno pomembno. In kaj nam to vse lahko odklene v življenju, če samo to treniramo. Ja, trening je v bistvu res, ja. Veš kaj, jaz sem študirala, se pravi, moj primaren študij je bilo socialno delo, in potem sem enkrat ugotovila v službi, v moji prvi službi, da če jaz hočem res dobro biti z ljudmi ali pa pač ne glih pomagati, ampak ja, voditi proces pomoči, da bom rabila še kakšno drugo znanje poleg socialnega dela. Tako da sem se bolj odločila, da bom študirala sistemsko družinsko psihoterapijo. In znotraj tega študija je pa veliko bilo tega treninga prisotnosti ali pa vračanja pozornosti na tukaj in zdaj, ali pa menjave pozornosti. Ne. Recimo ena izmed zame zelo dobrih stvari je, da sprememba fokusa glede na čas ti tudi veliko prinese v tem smislu, da si lahko predstavljaš sebe čez 1 leto, ta perspektiva prihodnosti, ali pa čez 5 let, pa pol vračanje v tukaj in zdaj. Tako da sem se iz tega, v bistvu, da sem se to kar trenirala v bistvu tekom študija, no, pa mogoče malo tudi v tem treningu, mislim, v tem prakticiranju joge, je tudi to en del, ena pomembna komponenta, no, ki ti jo dihanje prinese, a ne. Da sploh razumeš pri sebi, da je znotraj diha mir, kamor se lahko vedno vračaš, tako da razumeš svoje telo, da razumeš svoje odzive, tako, no. Ja, mislim, zdaj, če že greva toliko globoko peva, ampak v bistvu to, kar mladih ne učimo, pa bi jih mogli učiti, če mene vprašaš, da se že prej pride v stik s tem v življenju vsaj, je prisotnost, torej dojemanje sveta, dojemanje, da ti nisi svoje misli. Ker v trenutku, ko ti ugotoviš, da so to samo misli, kar se ti plete po glavi, in temu verjameš, se ustvari lahko distanca. In če ti treniraš ustvarjanje distance, vsakič, ko pridejo te misli, ki so naporne, se lahko vrneš v dih. Vidiš, da si ti v bistvu samo ta prisotnost, da si ti tako opazuje te misli. Se distanciraš tudi od vseh pač tegob, ki jih te misli prinesejo s sabo. Dokler pa ti misli rešuješ z več mislimi, je pa paradoks, ker ustvarjaš več misli. In ne moreš pobegniti ven iz nečesa, kar nisi ti, ker je iluzija. Vedno se nanašajo na prihodnost, na preteklost, nikoli niso kle. In če bi pa mi trenirali, da bi bilo pa to v našem DNK-ju, da bi bilo to tako, kot mi vemo govoriti, da razumemo to, da v bistvu se vedno lahko vrnemo v ta trenutek, če to želimo, in da vedno lahko lastne misli pogledamo, bi se pa po moje sistemsko lahko naredila taka sprememba, da bi to lahko bili, da bi te ljudje lahko uporabljali res za razvoj, napredek itd. Ne pa za destrukcijo, upravičevanje teh misli, strah, jezo, izražanje na določene načine, probati biti sprejeti znotraj lastnih misli, probati biti dovolj znotraj lastnih misli, ne gre. Ti samo v trenutku lahko si zares to, kar si. Mislim, vse to, kar si zdaj naštel, se mi zdi, da lahko narediš, ko imaš, tako se reče, ne vem, če se bojo
poslušalci strinjajo z mano, ampak ko imaš pač razvidega notranjega opazovalca, da ti sploh lahko razumeš, mislim, veš, da so misli pač samo misli, a ne, ki jih lahko notranji opazovalec pač razlikuje. Ampak dobro, nočem iti v to. Se mi ne zdi pač pomembno, se mi zdi to, kar si rekel, a ne. Da bi se bili ti temelji obče človeški, a ne, da bi jih vsi pač imeli, znali, vedeli, kot je normalno dihanje ali pa pač zajtrkovanje ali pa tako. Samo da jih seznaniš s tem. Sam dej, tako kot si mi dal biologijo pa kemijo v šoli. Ja. Dej mi še to. Dej mi človečnost noter. Sam dej mi stik s tem. Da jaz pol lahko čez 10 let, ko prijem v stisko, rečem pismo. To pa zdaj jaz iz nek vem, a ne? Ne, da jaz moram to odkriti skozi temo, pa izgubo, pa ne vem kaj vse. Da je toliko težko, da ne znam ven priti, da moram pol to najdeti in sem pol tako, ok. Ja, izgube drugače dostikrat prinesejo ta velik, večji premik. Večji premik znotraj nas v na en drug nivo razumevanja življenja. Zakaj misliš, da je tako? Če si izkušen. Pa ja, kaj? Če si izkušen, pač take izgube so takšne, no, da te ponavadi pripeljejo do enih drugih nivojev sebe, tako bom rekla, no, se mi zdi. Kar je lahko tudi dar. Tako. Mislim, soočite z realnostjo, od katere ne moreš pobegniti. In ta boli, in ta je neprijetna. In lahko ti bežiš, ko krčeš, ampak pobegne nož. Not te očakali. Če si pa ti, ko pa ne moreš več bežati, oziroma ko pač je, ti ne preostane drugega, da se obrneš na noter, pa soočeš s to žalostjo, bolečino, z vsem, pol pa začne cveteti. Prej pa ne. Ne, pač ljudje umrejo na begu, ker pač je toliko težko in ne pridejo, ne grejo čez. In hvala Bogu, reši se duša. Ampak ne glede na to, koliko je težka situacija, jaz verjamem, da če zbereš dovolj poguma, pa verjamem, da ga vsak lahko, da delaš majhne korake s tem, da se soočaš s to situacijo in jo sprejmeš kot resnico, tako pač je. Resnica je taka. Se vedno pokaže pot. En dan je lažji, en dan je še malo bolj lažji, en dan je še malo bolj lažji. Ampak ne moreš pa pričakovati od sebe, da boš z eno stvarjo v tistem trenutku takole naredil, pa bo vse ok. Ne deluje življenje tako, a ne. Vsaka rast v naravi se zgodi skozi trpljenje, skozi borbo, skozi, a ne. Skozi tega, da je treba čez nek napor iti, da potem do nečesa prideš. Škaj, zdaj, ko te poslušam, tako se zelo javlja socialna delavka v meni, a ne? Ker to, kar govoriš, je res individualno ali pa posameznikova pot ali pa posameznikove možnosti, a ne? Posameznikove naloge, ki jih imamo v življenju, da jih speljamo ali pač, da jih vsaj poskušamo speljati, no, tako. Mogoče nam vedno tudi ne rata. Ampak ja, socialna delavka v meni pa vedno razmišlja tudi o temu, da je zelo dobro tudi pač sistemsko rešitve ali pa sistemske okoliščine postavljati na način, da so ugodne za nas, a ne? Da se ne prenaša vse samo na posameznikovo odgovornost, kako bo svoj življenje pač speljal. Seveda, ja, itak zelo pomembno, da se opremaš, mislim, da se naučiš reševati kakršnakoli stanja pač že imaš znotraj sebe, a ne. Ampak pomembno se mi pa tudi zdi, da ne vem, sprejemamo take, ne vem, ali politike, ali rešitve, sisteme, ki bojo nam ljudem pač v pomoč, a ne. Recimo na področju
pomoči ali pa pomagajočih poklicev, je zelo pomembno, da imamo, ne vem, stvari tako postavljene, da bo dobra pa pravočasna pomoč pač na voljo vsem, ki jo potrebujejo. Ne da še kar nekaj otrok pa mladostnikov pade skozi pač sistemno, tako bom rekla. Mogoče sem zdaj malo zapeljala čisto drugo smer, ampak to se mi javlja. Proizvaja probleme. To se mi javlja vedno, ko je tako veliko govora o individualni odgovornosti, zato da boš ti se dobro počutil, zato da boš ti uspešen, da boš da boš uspešen. No. Se mi zdi, da morajo biti tudi, ne vem, na sistemski ravni okoliščine take, da boš ti pač lahko takšen postal. Se pravi, da če nimaš, ne vem, recimo najbolj ugodnih okoliščin v družini, da ne govorim kakšne pač, da vem, bolj kako ne temu rečem, bolj zahtevne družinske, če imaš neko bolj zahtevno družinsko situacijo, da je sistem tako postavljen, da boš ti še vedno imel v življenju priložnosti za to, da boš nekako se razvil v normalnega, odraslega, zadovoljnega človeka. Jaz mislim, da je to, kolikor se sliši plemenito, jaz mislim, da je to utopično. Da bi bil sistem narejen tako, da se za vsakega, da poskrbi sistem za to, da bo vsak to dosegel, jaz mislim, da to ne gre čez. Jaz mislim, da sistem lahko spodbuja ljudi v to, da sami nekaj naredijo. Ne, da jim daje možnosti, da bežijo. Pa da se sploh lahko oglašuje kazinoje pa take zadeve. To je stran. Se pravi, to je, kar ti omenjaš, je delo ali pa omejevanje, tako bom rekla, kakor pasti, ki so na voljo za to, da se umakneš iz težav. Ena izmed njih je tudi v Sloveniji zelo pogosta pač alkoholizem. Na tomu nekateri otrok, ki pač pride na tom telefon z izkušnjo pač alkoholizma v družini. To je ena stran, bi rekla, se pravi omejevanje teh kakor pasti. Druga stran, ki sem jo pa jaz omenila, je pa mogoče, da imamo, ne vem, dobro socialno politiko, da imamo dobro v tem smislu, ne vem, vrtec, porodniška, da imamo dober sistem zgodnje pomoči pa podpore. O tem sem jaz pač govorila, da se fokus da pač na te sistemske rešitve dobre. Tako. Ne vem, če sem bila razumljiva zdaj. Mislim, da to je tvoje mnenje. Itak, jaz pač sam vem, da sem dobil mail od dekleta, ki dela kot vzgojiteljica in je rekla, da hvala, ker smo to tematiko odprli, kaj se dogaja v tem sektorju, in je rekla, da je pač pred tem, da da odpoved, zato ker pač nima občutka, da se ceni delo vzgojiteljev in da sploh razumemo pomen, ki ga nosijo. In da kako bojo poskrbeli oni, da bo kader, da si bojo ljudje sploh želeli to delati v prihodnosti, če bojo podplačani, če ne bojo cenjeni, če ne bomo dojeli, da so to ljudje, ki imajo opravka z našimi najmlajšimi, da vplivajo na to, kako se njihovi možgani razvijajo in vse. No, to pa še pod sistemske rešitve. Pač to, da so te sektorji dobro pač podprti, zato da mi vsi imamo priložnost pač zrasti v ene, tako kar rečem, zadovoljne odrasle ljudi. A bi rekla, da v prihodnosti na tom telefonu, bom drugače vprašal, kaj je nekak vizija za prihodnost, kako boste poskrbeli, da boste uspešni v vaši definiciji besede in kaj za vas pomeni biti uspešen na tom telefonu? Za nas pomeni biti uspešen to, da dosti ljudi
zanima prostovoljstvo na tom telefonu. Se pravi, da je Tom prepoznan med ljudmi kot en format prostovoljnega dela, ki jih potegne, ker zato moraš biti kar mal tako poseben prostovoljc. No, nekateri ostajajo z nami res že 10-15 let, in je to zelo pomembno, ne. To ni ena kratkotrajna oblika prostovoljstva, ne, da prideš, ne vem, na enkrat pač, ne vem, smeti pobirati, ampak vedno znova, teden za tednom pač prihajaš svetovati otrokom, ne. Tako da za nas mi bi bili uspešni, če bi med ljudmi bilo še vedno zanimanje za tako obliko prostovoljnega dela. In uspešni bi bili, če bi nas vse naslednje generacije prepoznale kot prostor, kamor prideš, ko rabiš pogovor, o čemarkoli, pač karkoli je. Ali je to, kako prvič kosilo sam skuhati, ali pa pač nekaj bolj resnega, no. Tako, to bi se, jaz osebno pa bi dodala še k uspešnosti programa to, da vsak otrok dobi približno enako kakovostno svetovanje, a ne glede na to, kdo je na drugi strani. Pa to, da se v celoti digitaliziramo, a ne. V tem smislu, da vse naše delovne procese digitaliziramo, da imamo vse informacije na eni platformi, to nas pač še čaka, no. Ko si rekla 35 let, da obstaja že. Ja, Koliko časa si pa ti zraven? jaz sem pa zdaj 6. leto. 6 leta. Ja. A se mogoče spomniš ali pa si kdaj vprašala, zakaj so začeli s tem? Ja, to sem takoj na začetku me zanimalo. Kako to, da se je Tom sploh ustanovil. In? Ker mi je tako bilo to zanimivo, a ne, Ja. da obstaja telefon, ki je prav samo otrokom pa mladostnikom namenjen. Zgodovina je pač situacija je bila takšna, da moja organizacija, s katero jaz prihajam, pa kjer Tom telefon deluje, se imenuje Zveza prijateljev mladine Slovenije. In to je ena zelo velika krovna organizacija, humanitarna. Skratka, znotraj te organizacije je pred 35 leti delovala Komisija za otrokove pravice. In ta komisija je vprašala otroke in mladostnike, kaj potrebujejo, ne. In so oni, se pravi, ne vem, recimo, da je v šolski prostor to vprašanje postavila, da so na to odgovorili, in oni sami so povedali, pač, da rabijo telefon, kamor lahko pokličejo, kaj je samo za njih, a ne, kamor lahko pokličejo, kadar to rabijo. Tako da, ko je ta komisija to povratno informacijo dobila, so pač ustanovili telefon za otroke in mladostnike Tom. No, hudo. Noro, oni? Ja, telefon otrok in mladostniki, Tom, zato je Tom. Ja, zato je Tom. Jaz sem imel skozi v glavi Tom in Jerry, ne vem, zakaj, čisto, ok. No, to je kratica za telefon za otroke in mladostnike. Ja, ok. To gre v hod, Tom telefon, ne. A ne, da. Da nisem niti pomislil, da bi bila kratica. Ja. Ampak sem čisto mislil. Kaj pa bi rekla, da je razlika med tem, kaj delate danes, pa kaj so delali na začetku? Mogoče iz vidika socialnega vidika, kjer izzive se je takrat bolj reševali, pa kjer je zdaj, ali pa nekako iz tega namena. A bi rekla, da se je karkoli spremenil? Verjetno ne veš točno, kako je bilo takrat, ampak sigurno si vprašala. Mislim, definitivno, sigurno so se spreminjale, mogoče malo, tako kot sem rekla, pač kaj so bile osrednje tematike, ki so bile v določenem obdobju bolj v ospredju, ne. Ne vem, eno obdobje je bilo sigurno bolj, ne vem, je bilo nasilje v družini, ali je bilo zasvojenost, ali pa mogoče zlorabe. To se je, te trendi se spreminjajo v bistvu ves čas, kaj je v določenem času v ospredju. Ampak, tako kot sem prej rekla, ampak
razvojne teme, ki sem jih prej omenila, ki so značilne za vse otroke in mladostnike, družina, vrstniki, šola, spolnost, intimni odnosi, internet, pol kasneje tudi. To ostaja pa ves čas enako. Ne? In ves čas ostaja enak tudi format odzivanja, način dela. Način dela. Se pravi, da svetovalci ne dajo na svetu, ampak da pogovor vodijo skozi 4 faze pogovora. Ne? Se pravi, da ni tako važen, s katero temo pridejo, vedno poskušajo iti čez navezavo stika, dovolj prostora za povedati vse, kar se dogaja, in potem iskanje rešitev in zaključevanje pogovora. A proste vedno za feedback? Otroke? Ja. Ne. Sami od sebe to naredijo? Ja. Mislim, nikoli ne prosimo za feedback. Ne, to pač, če dobimo povratno informacijo, zahvalo, jo to vedno samo iniciativno pošljajo. A kaj tudi, ne vem, kot Zveza prijateljev mladine ali pa kot Tom Telefon, delate na tem, da posredujete informacije ali pa raziskave naprej? Ja, to delamo v bistvu zelo veliko. Ja. Mislim, S kakšnim namenom? To je pač družbena vloga Tom Telefona, ker pač v Sloveniji ni druge organizacije, ki bi imela boljši vpogled v dogajanje med otroki in mladostniki, in je naša pač odgovornost, da to, kar prepoznavamo, tudi povemo, ne drugim, ne vem, javnostim, bi rekla. Tako da objavljamo trende, delamo akcije ozaveščanja, informiramo, ne vem, ministrstva o tem, kaj se dogaja. Recimo, ko je bila korona, pa ko smo zaznali trende, smo takoj pač napisali ne glih opozorilo, ampak seznanitev, kaj se je zgodilo in kaj predvidevamo, da bojo otroci in mladostniki rabili v tem obdobju. Tako da to je ena zelo pomembna komponenta takega programa, kot je svetovalna linija za otroke. Se pravi, da pa tudi to, če ima program en tak renome, kot ga ima Tom Telefon, je to nekaj, kar je treba, s čimer je treba delati zavestno. To je ena odgovornost tudi, da daš od sebe informacije, ki so relevantne za ta prostor. Tudi na kakšen tak način delate, da bi po šolah ali pa, ne vem, mladinskih centrih da dajali možnost, da ljudje vidijo, da obstajate? Na kakšen način se tega lotevate? Da več ljudi izve za to, da sploh obstajate? A mogoče pride mim pa vidi pa reče, aha, ok, je nekaj zame. Ja, to imamo pa že od začetka Tom Telefona. Imamo en zelo fajn način, in sicer delo s pač vizualnimi plakati, ki jih tako delamo tudi s tem, da so vizualno takšni, da so pač da pritegnejo, tako da te razpošiljamo na vse osnovne šole po Sloveniji, na vse zdravstvene domove, bolnišnice, centre za socialno delo, da so te pač Tomovi plakati povsod v teh prostorih prisotni. Tudi imamo tak odziv, da večinoma vsi te plakate tudi dejansko izobesijo. To je ena stvar, se pravi, kakor v smislu plakatiranje. Drugo je, da smo prisotni v učbenikih za osnovno šolo, 4. razred. Bešido, ko se bojo tvoje punce učile v 4. razredu o Tom Telefonu, pa boš ti lahko že povedal, no, veš, pa to že poznam. Potem smo pa začeli tudi eno akcijo nedavno, zdaj mislim, da 4. ali pa 5. leto poteka, se pa imenuje Tom potuje otroke oziroma mlade obiskuje. Se pravi, predlani smo štartali tudi na srednje šole, sprva pa samo na osnovnih šolah. Štartali smo jo po koroni, ko smo videli, da se otroci zelo zapirajo vase, da je bilo zelo malo, v bistvu, da so imeli zelo malo socialnih stikov.
Tako da smo hoteli priti k njim v njihovo okolje šolsko in jim povedati, da tako pač sam povemo, da niste sami, a ne, da za takrat, ko boste res rabili, obstaja Tom. Tako da ja, tale akcija Tom potuje, otroke obiskuje, je ratala pa zdaj v bistvu kar dost velika. Ne vem, okrog 260 osnovnih šol sodeluje, pa ne vem, okrog 30 srednjih šol. Tako da ja, pač tam pa vprašamo, imamo delavnice narejene, ki jih izvajajo učitelji, a ne. Smisel tega pa je, da jim predstavimo Tom kot program, ampak tudi ostale vire pomoči, ki obstajajo, a ne. Vire pomoči pa pač kot zunanje, ampak tudi kot notranje, a ne. In pa predstavimo tudi pogovor kot nekaj, kar pomaga, a ne. Se pravi, ne glede na to, koliko je včasih težko povedati ali pa se razkriti, pogovor pomaga. Tako da tako, no. Slišati pogovore, a veš, o teh temah, jaz mislim, da bi bilo za marsikoga dobro. Zdaj, kar imam v glavi, je, ne vem, zdaj, koliko je sicer to znotraj vizije, kakorkoli, ampak da so mogoče nekateri pogovori javno dostopni, ko nekdo razlaga stisko, v kateri je anonimno. A ne, lahko je sam pač zvok, kakorkoli, a ne. Ker tle se mi zdi, da to zelo pomaga, če se nekdo lahko naveže z nekom, nisem sam v tem, ne, nekomu se isto dogaja, ka meni, ne. Pa sti dala 2 primera, pa sem bil jaz, pač to se je tudi meni dogajalo, ker sem bil mladostnik. Pa nisem sploh pomislil na to, da je to zdaj ena izmed najbolj popularnih, najbolj razlogov, zaradi katerega vas največ kontaktirajo. Ja. Ta občutek izdanosti. Trenutno imamo tako narejeno, a ne, da imamo to ima spletno stran, in imamo ta del, tako meni se zdi, da to, da slišiš v bistvu izkušnjo nekoga drugega, pa vidiš, da nisi sam, je zelo, mislim, tako zelo dragoceno, no. Tudi lažje pol, ne vem, povedati. Mogoče enkrat, ko se odločijo za to. No, na to imamo pa pač tako narejeno, no, da imamo na spletni strani objavljene primere in odgovore na ta vprašanja, s katerimi pač pridejo. Najbolj pogosta vprašanja, no, imamo objavljena. In tudi tukaj lahko pač se marsikdo pač prepozna, no. Tako da ja, imamo v mislih to, da to deluje pa pomaga. Okay. Vi ste mene kontaktirali za eno drugo akcijo, ki je zdaj že mimo. A mi lahko mogoče malo poveš o tej kampanji? Ja, sej najprej bi se ti rada res iskreno in lepo zahvalila, da si se na to pobudo odzval. Ne vem, se nam je zdelo, ko si se ti odzval na to pobudo, da tako nekaj lepega se je zgodilo na tom telefonu, no, tako da hvala. Si nas res zelo razveselil in tudi ta povratna informacija s tvoje strani, a ne, da je to, da je s tabo to zarezonirala, ne, tale kampanja naša, a ne, nam je dal tako dober občutek, no, tako da hvala za to. Šlo je pa za kampanjo, ki smo jo štartali za našo 35-letnico, ki smo jo lani praznovali. Ni vsaka tišina zlato, je naslov te kampanje in smo z njo želeli javnost v bistvu opozoriti ali pa samo osvetliti to, da še znotraj našega okolja mogoče obstaja še neki otrok in mladostnikov, ki ostajajo sami z ne glih stisko, mogoče z eno dilemo ali pa z nečim, s čimer ne bi rabili sami ostajati. In to smo ponazorili na način, da smo v eno temno škatlo postavili eno figurico majhnega fantka, punčke, in znotraj te temne škatle je bila pač sam ta figurica, ne, in potem namen je bil, ne, da se, ko se to škatlo
odpre in se zagleda to figuro, se dejansko lahko tudi začuti mogoče osamljenost tega otroka, mladostnika. In pa želeli smo delati s tem, da nagovarjali smo v bistvu spletne vplivneže, med katere seveda spadaš tudi ti. Zelo. Zato, ker smo želeli izkoristiti ta prostor, ki ga vi ustvarjate. V tem smislu, ker s svojim načinom pritegnete kar veliko ljudi. In potem, če bi o tej temi, ko ste o tej temi spregovorili, to pride do veliko ljudi. In če pride to do veliko ljudi, mogoče postanemo bolj pozorni na to, da sploh prepoznaš enega mladostnika, ki mu lahko mogoče čist neobvezno, ki ga zaznaš, da ga v bistvu zaznaš. Tako. Ja, neka empatija, razumevanje tega, da vsak svoje bitke bija. In da ne obsojaš lih preveč, ampak probaš malo več sočutja pokazati, pa se saj spomnim to situacijo, ok, mogoče trpi. Zakaj tako osebno jemljem zdaj to, kar se mi dogaja, če pač to njegovo, njeno, mogoče lahko sočutje pošljamo, ali kako bi temu rekel. Pač, ne vem, z razlogom ljubezen presega dimenzije, ki jih mi ne poznamo, in mislim, da se ji naučimo malo bolj zaupati, takrat se bo začela sprememba kle dogajati, karkoli to je. Koliko je lažje, kako je lažje vse, če se skozi ta občutek pogleda ljubezni, ljubezen pač do česarkoli. Ampak dostikrat smo tako v, ne vem, rekla, težki poziciji, ker nas pač neki vzorci ali pa skrbi ali pa ne vem, pač neka prepričanja zelo ustavljajo. Ja, mislim. Ali pa omejujejo. Ja. Sigurno. To je del igrice, da to ugotoviš. Kaj enkrat to ugotoviš, pa lahko spremeniš, kaj spremeniš, prideš v novo sobo, nov level, nov nivo igrice. In pa spet pride nov izziv in spet neka nova ugotovitev. Ampak dokler ti ostaješ odprt za to, da nisi najbolj pomemben na tem svetu, da se ne vrti vse okoli tebe, da če boš pozoren na lekcije, ki so okoli tebe, boš veliko bolj pomirjen lahko hodil čez to izkušnjo, ki jo tukaj imamo. In kad ti enkrat mir rata ultimativno najbolj pomembna stvar na svetu, mislim, da hitro za tem pride tudi ljubezen, sočutje oziroma istočasno. Pa malo drugače take situacije vidiš. In pol to, kar vi delate, ki je v bistvu zaveščanje o teh tematikah, se pa enih lahko veliko bolj usede, če razumeš, zakaj v bistvu v resnici gre. In to je, da pozornost ne gledaš samo skozi prizmo, kaj bom imel jaz od tega, ampak kaj jaz lahko naredim, da sočloveku pomagam ali pa nekomu, ki ima neko misijo, ki si jo izbral, neko poslanstvo, s tem, kar jaz lahko dam, dosežiti njegov namen. Se mi zdi, če bi čez ta način gledali, pa delali na lastnih sposobnostih, da smo boljši ljudje, da smo ljudje, človeški, bom tako rekel, da bomo bolj razumeli. Bi pol slejka prej, če bi bil res pozoren, videl, da se srečuješ samo z ljudmi, katerim dejansko lahko daš tisto, kar jim sam ti v tem trenutku lahko daš, in če avtentično nastopaš in točno to daš, se oni lahko premaknejo mogoče malo naprej. In s tem si tudi ti premakne naprej. Ja, pa pritisk je zmanjšan, ne rabiš nič posebenega, nič ekstra narediti, ker je že po defaultu, to se bo zgodilo. Ja. Ja. In ni nobenih pričakovanj, nobenega nekega koristoljubenega namena od zadja. To je meni lepo, a veš, da ne vem. Sam meni to tudi pove to, da je tvoj temelj že takšen, da si eksistencialno varen, da se varenega počutiš. Se pravi, kaj ta nekak baza stoji, potem pa pridejo tudi te
bom rekla, nove stopnje življenja. Tako. Lepo je vedeti, kje si zares doma. Sem to bom rekel. a ne. Ja. Ja. Je pa treba iti, vsak mora iti čez svojo pot. Jaz verjamem, da si je vsak zbral z razlogom tako pot, ki si je. a ne. In je z tega pogleda veliko lažji in vedenja, da tudi ta človek, ki trpi, bo enkrat šel domov in bo videl, da je vse ok, da je bila to sama izkušnja, ki si jo izbral. Ne? A ja, iz te perspektive misliš gledati. domov, misliš tja, kjer je Dušni izvor. kaj bi tako, rekel, ja, razumem. Verjamem zdaj, v ja. to, no. Aha, ok, razumem, ja. Ja, ja. Prisotnost, mir, vse mirje mi je rekla Doris Klele, ki je bila Kukovičič. Vse mirje. Vse mirje je poimenovala v bistvu vesolje ali pa ne, to. Obstoj, jaz rečem temu obstoj, ne vem, a si predstavljaš obstoj, obstajati. Ja, si predstavljam. Samo to, kar je, ne, brez vsega drugega. Jaz si to zelo dobro predstavljam. Uh, Jaz si to zelo dobro predstavljam, pa tudi ta beseda dom, razumem, kaj s tem misliš. A ni pol lažji v situacijah, kjer, ok, se je sočutje lepo in vse, ampak ko vidiš ljudi, ki grejo čez težke situacije, gledati iz tega vidika, vse bo ok, a ne. Enkrat bo vse ok, ker vsi bomo šli domov. A ne? Ampak to je izkušnja, ki si jo izbral, lej. Ja, Kdo sem jaz, da ti jo bom rešval, odvzemal, itd. Lahko sem pa sočuten, a ne? Lahko pa gledam na to tako, da verjamem, da bo vse v redu s tabo. A ne? In da se ne obešam na to, da bi mogel karkoli drugače delati. Točno tako, kot je, mora biti, očitno. Da se bo nekdo nekaj naučil. Ali meni nekaj, a ne ti kažeš zdaj, kar moram jaz znotraj sebe spremeniti, ali pa je tvoja pot taka. Sploh pa ni neke dualnosti pol več, a ne iz tega vidika, če verjamemo, da smo vsi iz istega izvora, a ne? Ker da mora biti drugače, če mene vprašaš. No. Itak pa ne vemo za zihar, ampak ja. Jaz izmeri rečem, da če mi je bilo namenjeno te srečati ali pa se srečati s tabo, potem je tukaj moja pa tvoja odgovornost, da pač poskušaš si dati, saj poskušaš, da se saj potrudiš v to smer, da si poskušaš dati eno dobro izkušnjo, a ne? Pa ne glede na to, s kom se pač srečaš, a ne? A je to sodelavka, a je to ne vem, pač kdorkoli, no. Kdorkoli. Najdeti smisel v trenutku, brez da iščeš smisel, ampak sam biti. Ja, Vedeti, da je tako, kam mora biti in zdaj kaj, če sem najbolj možno prisoten, ker sem lahko v tej stvari, ki se mi dogaja, a ne, koliko lepega lahko dobim, a ne. Dobim, spet v narekovajih. Prejmem, ne vem, vidim, doživim. ja, to so ene druge dimenzije razmišljanja ali pa doživljanja sebe pa sveta. Ja. Tako, tako, meni so drugače zelo na kožo pisane, a ne? Ampak mal me zdaj, bom rekla, begajo, ker v bistvu bi se zelo rada o njih pogovarjala, a ne? Ampak mogoče ne na podcastu. Ja, valjda. Mislim, jaz butnem ven, kar pride. Ja, tako da- sej vidim. Sej vidim, ja. Tako hočem to povedati, no, da to, kar zdaj vmes premišljujem, je, da so mi zelo na kožo pisane te teme, a ne. Pa da se tudi zelo rada o njih pogovarjam, a ne. Ampak mečkan me bega, da sem prišla v bistvu sem se pogovarjati o tom telefonu in potem ne vem čisto točno, kako naj umestim to, Ja. kako naj to umestim zdaj v, ja. Nisi še bila na podcastu, a ne? Ja, nisem še bila na podcastu. Ja. Jaz pa lih obožujem ta nek free flow, nek ta občutek, da karkoli načeloma se midva zdaj kle pogovarjava, delava zgolj za ta trenutek, pa pol deliva z ljudmi in pa če bo ljudem to všeč ali ne, sej milijon filtrov, a ne, pa še več, ki bojo to dali skozi svoj filter, bojo rekli, kaj sta te dva bluzila, a ne. Eni bojo pa rekli, lej, pismo točno to, a ne, jaz sem pa ful užival.
Ne delam tega z namenom, tudi te epizode danes ne, da bi promoviral tom telefonu ali pa karkoli. Jaz sem zgolj začutil, da tebe povabimo. Ne? Zato sem tudi rekel, mi lahko kampanje naredimo. Samo ne bi bilo bolje, da se jaz usedem z nekom od vas in se pogovorim z njim, da pokaže, kakšen človek je, predvsem pa skozi to tudi pove, kaj tom telefon je. Ne delava, a veš, intervjuje tukaj. Zato jaz bi, če bi bilo po moje, bi šel še več v tej tematike. Sam se mi je zdelo pomembno, da pač vidim, kam boš ti tudi pelala s tem, kar si želiš dati, a ne? Ker verjamem, da čutiš tudi neko odgovornost, če si že kle, dajmo narediti to dobro. Ja, tako je. Ja, it's all good. Se mi zdi, da je to, kaj je mogel priti ven, prišlo. Ja, super. Jaz imam tudi tak občutek. Ja. Tako pa sem vesela, da so tudi te dimenzije bivanja prišle v najin pogovor. Ja, ker očitno pač vem, da so mi na kožo pisane, no, tako, kot sem prej rekla. Ja. Tako da mi je zanimivo, v bistvu mi je, bom tako povedala, mi je zanimivo, da je to prišlo v najin pogovor. Tako. No, jaz sem pa vesel, da sem te lahko spoznal. Ker skozi take stvari, skozi globino, skozi pogovore o tem, kaj verjamemo, o tem, kaj se nam zdi pomembno, človeka spoznamo. In jaz recimo želim delati, sodelovati z ljudmi, ki jih lahko spoznam. Ne z ljudmi, ki mi največ lahko obljubijo. Meni je to pomembno. Zato tudi rad spodbujam ljudi, da pač ne pride to ven. Se bomo še 100-krat spromovirali vse, kar rabimo. Enkrat si mogel to razlikovanje narediti. Ja, se imam že 150 epizod za sabo. Veš, koliko je to izkušnje. Veš, koliko je to pogovorov, ker sem se jaz ustvaril okolje, v kjer se usedem in imam privilegij spoznati človeka. 2 ure govoriti. Kdaj si nazadnje z nekom res imela debato? Pa verjamem, da ti je danes zraven ta trema, neprijetnost, klesi neki, a ne, kad neko vlogo igraš, da jih 150-krat greš čez to, je pol drugače, veš. Se mi zdi, da to je pol posledica tega, kako dejansko se spremeniš, tudi ti vodiš, vidiš, kaj ti je pomembno, kaj ti ni, veš. Koliko lepega je ta projekt dal vsem nam, ne samo mena, ne. Kakšna sporočila mi dobimo, kle. Kakšna, no to pa mene zanima. Mislim, mogoče bi mogel to večkrat deliti, kakšna sporočila pridejo. Najbolj me veseli to, da je 90% teh sporočil, pa 99% je lepih. Mogoče procent je kritike, pa še ta se mi zdi, da je dobro namerna. A ne? Je v takem formatu, da se... Ni žleht, veš, in je ok. Bilo je v preteklosti tudi kaj tazga, sploh komentarji, da tam zna biti mal, ampak govorimo o sporočilih, ki pridejo do nas, da si nekdo vzame čas in napiše. Od tega, da ne vem, so ljudje prvič prišli v stik s takimi tematikami, ki so zares pomembne, ne? Soočenje s sabo, z neprijetnim, z težkimi mislimi. Skozi zgodbe, ki so jih tukaj slišali, so se lahko poistovetili. Najdeli so specialiste, ljudi, ki so jim pol lahko pomagali. Sporočila od gostov, ki so zaradi podcasta lahko šli na samostojno pot, ki so lahko bolj pogumno stopali v to, kar danes delajo, pa jih ljudje sam potem poznajo. Sam so pa prišli kot nekdo, ki je imel službo, recimo. Tega ljudje sploh vedeli ne bojo čez en let. Take stvari, od tega, da je podcast nekomu rešil življenje. Veš, kad ti ljudje to napišejo, sej se en del pa tako dobro, ajde, ne pretiravi. Ampak drug del je pa tako, pismo, kaj pa če res stari. Veš, kaj pa če je res nekdo najprej slišal o tej tematiki, bil pomirjen s tem, da je šel nekdo drug tudi čez, pa je zdaj čisto ok, pa 3 še dobuj človeka, nekjer ga se je pol lahko obrnil in šel k njemu. Take zadeve. Ja, pol pa veš, da delaš tako, da delaš dobre stvari, a ne? Kad dobiš tak feedback. Mislim. Ja, pa da je potrebno, da si. Ja. Full circle je ta, da me spomnejo na dobrohotnost, a ne? Da zaradi tega ta projekt je tako močen. 100% sigurnosti v to, da je od spodaj ena velika dobrohotnost, ki to v svet pošilja. In da v trenutku, ko bom jaz začel biti tukaj nekdo, ki misli, da je kaj več od koga, ki bi se rad s tem okoristil, itd., po moje je tam pač
me bo neki spomnil, da ne grem po tej poti. A ne. To je, veš. Pa je tukaj v zadnji ogromno dela na sebi in tudi sprejemanja feedbacka, veš. Velikrat pa ljudje napišejo, pa rečejo tudi gosti, ne vem, če se zavedaš, kaj v resnici delaš s tem projektom. Ja, se mogoče po eni strani je čisto v redu, zato da ostane pač na tej tvoji izvirnosti, a ne? Mislim, tisto, kar je čist tvojega, avtentičnega, a ne? Vsak ga bo čez svoj filter dojemal, ne? Čez svojo realnost videl. Ljudje, ki to rečejo, jim pač očitno neki tasga vzbuja. Ljudem je vseeno za ta projekt in hvala Bogu, veš, ne sreča tist, kar nekdo rabi ob pravem času, točno tega človeka, ki to rabi, a ne. Ni to nekaj najlepšega. Če pa mi smo tukaj samo zato, da dajemo možnost, da to sreča drugega, pa dajmo to delati, ne. Dajmo. Če nam to sede. Dajmo pa še v svet poslati sporočilo o tem res lepem programu, kot je Toma, ne. Ja. Ja. In hvala Tjaša Bertoncelj za tale pogovor. Upam, da bo dal tisto, kar je bil namen, no. Jaz predlagam, da date epizodo tudi na spletno stran, če vam je kul. Lih zaradi tega, da ljudje vidijo, kdo stoji za tem. Se mi zdi, da tudi skozi to bomo največ ljudi lahko dosegali, ki jim bo dejansko to koristilo. Verjamem, da delate eno lepo stvar, eno dobro stvar in žal mi je, da jo rabite delati, ampak čisto v redu je, da je. Ja. Mislim, hvala Bogu, da je, ampak namen, a ne. Ja. Tako, hvala za to izkušnjo. Zelo zanimiva izkušnja. Ves čas najnega pogovora imam zdaj tako občutek, kako odpiraš prostor za pogovor, ne? Kako ga držiš. Tako, bravo. Hvala. In tudi za to priložnost, da sem lahko spregovorila o Tomu, ampak tudi na način, kot ga jaz doživljam. Tako fajn. No? Najlepša hvala. Z veseljem. Ja. Mogoče se po prihodnosti še kje srečamo, kakšno skupno kampanjo, ampak je samo videla, ne? Ja, če se bomo povezali na istih vrednotah, tako, a ne? Valjda, ampak pač bomo videli, kaj prihodnost prinese, pa Ja. ne grete polo tole ven. Zdaj si pa frejt, Jaš. Tako. Če ti je bila epizoda všeč, pol je del s svojimi ljudmi. Projekt lahko podpreš tako, da subscribaš ali pa v opisu pogledaš še ostale možne načine. Tukajle imaš pa že naslednji predlagan video, če bi rad gledal Underdog vsebine še naprej. Lepo bod!